Z nami je reper, ki se v šolskih torbah pojavlja pogosteje kot domače naloge. Ima lepšo prečko od Boruta Pahorja in je eden tistih reperjev, ki te lahko dobesedno dvigne na noge. Z nami je lagano Čale Sale. Živijo Čale Sale. Kaj je ime, kaj je primek? Čale Sale. Pa oboje je ime, umetniško. Ampak psevdonim. Saša Sale je iz tega. Čale Sale. Si te dni definitivno ena največjih slovenskih glasbenih zvezd. Pri koliko letih? Pri 28. Pri 28. Kako ti je to uspelo? Pa ne vem, ljubezen do glasbe, volja, trud, odrekanje, malo sreče, tudi sreča prati hrabre. In to je to. Mislim pa, da je najbolj pomembno, da si to, kar si in pol te ljudje spremijo. Ampak to, kar si, se s časom zna spreminjati, ker začel si, kot dobro vem, kot gangsta reper. Tako nekako. Spravo bolj na ostro. Ja, pa sej rap je tudi sam po sebi tak, tako da dosta uporniški, družbeno kritičen in jaz sem bil v teh letih, ko sem začenjal ful, kako bi rekel, jezen na cel svet. Veliko slabih stvari se mi je zgodilo, ne vem, ločitev staršev, treniral sem košarko, pa sem mogel nehati zaradi poškodb, pol ne vem, nehal sem s punco, kakšni frendi so me izdali, uno, drugo, tretje in stvari se v tebi naberajo in pol sam brez dlake na jeziku. Meni je bila ta, kako bi rekel, glasba nekaj, kar sem lahko izrazil svoja čustva in to sem dal ven na ta način. Nekaj, kar si moral povedati, kar si moral stisniti sebe. Prav po umetniško. Zakaj pa potem sprememba? Več gangsterjev, zdaj pa že malo bolj na easy, ne? Mislim, že malo bolj, niso tako ostre besede več. Ne rečem, da je to slabo, je pa zanimivo. Ja, spontano se je to zgodilo, v bistvu do enega leta 2014 sem v tem stilu starem ustvaril, pa sem pa 2 leti čist nehal se ukvarjati z glasbo, druge stvari so me zanimale, tudi slovenski trg je ful mejhan, rap ni zvrst, ki bi bila ful poslušana in pa sem se ukvarjal z osebnim trenerstvom, športno prehrano in s temi stvarmi. Pa sem pa po 2 letih rekel, ok, dej da probam all in, če bo kaj ratal, dej da probam pač ta nek nov stil in to je bilo to. Koliko imaš zdaj ogledov na YouTubu? Pa, glih zanj smo šteli z ekipo, da v teh zadnjih 7-8 spotih v 2 letih smo presegli 15 milijonov ogledov. Tako da nekaj se je nabral. To pa že ni kar tako, 15 milijonov. Veš, kaj me zanima, seveda, ti si ta generacija, ki je že zrasla, ki je že takoj zakorakala v te novodobne digitalne čase. Ja. Če se kdaj pogovarjam s starejšimi muskontarji, starimi legendami, ja, čas je bilo boljš, čas je zdaj pa bolj problem, ne vem kako. Ja. Ti pa seveda problema najbrž ne vidiš, ne veš, kako je bilo včasih. Ti pač si se znašel, zaplaval v teh vodah in je kul. Ja, kaj jaz, ko sem začenjal prvo leto, ko sem posnel svoj prvi komad, to je bilo že, 10 let nazaj, leta 2020, to pomeni naslednje leto bom imel 10. obletnico kariere. Ko sem začenjal, mislim, da je bil glih prvo leto, drugo leto YouTube zunaj, ampak pred tem, da bi se dokazal, sem mogel hoditi, ne vem, na koncerte, na rap dogodke in pol smo tako repali v krogu, kakor v teh filmih reperskih in pol je tako, si se mogel dokazati pač v zunaj. Pol je šele ta YouTube nekako. Videli smo, da ljudje v bistvu brezplačno, vsi lahko to poslušajo, družbena omrežja, to smo nekako videli. In da se da tudi tle nekaj furati. Ne čutim, da bi se kaj pritoževal ti, da je problem. Ne. Pa to je velik plus, če znaš to izkoristiti. Kako ti je uspelo priti na zvezke, na šolske zvezke? Kako? Halo? Pa evo, poslušajo me različne generacije, tako da mladi me res spremljajo v velikem številu in jaz jim hočem biti nek zgled in jih usmerjati v pozitivno smer. Tako da smo se združili, s podjetjem Kopija Nova smo naredili te zvezke, oni že 25 let to delajo, jaz sem pa dobil neko idejo, da bi dal pač odlomke mojih komadov, mojo faco gor. Sami dobri nameni. Točno tako, da zmotiviramo malo mlade. Ampak splača se pa tudi najbrž. Pa tudi, mislim, ne to, kar vsi mislijo, ampak moram reči, da naredili smo naklado 35,000 zvezkov, tako da se je že 30. A veš, da je pa to moja želja. Jaz bi rad bil tudi na šolskih zvezkih. A si pripravil kaj? Jaz sem pripravil par fotografij, ne? Pa ti, ki si to že dal skozi, pa si mojster v tem, da mi predlagi, kakšen napis, ne tlele, vzemi si ga lagano, pa vem, da je en tvoj zvezek, bi že legenda, hudo. Jaz sem dal iz svojih komadov. Kaj bi tebe zraven? Kreativa non-stop. Kreativa non-stop. Ja, to. Napni možgane. Kva dogaja?
Čakam, Tako faco sprašuješ se, ne vem. čakam, kdaj boš rekel legenda. Ja, to ne moreš, to imam že jaz. Tebi lahko dal. Meni je top, evo tako. V Sloveniji ni prostora za dve. Je, hecam se. Hvala ti lepa za tale obisk, Hvala tebi Čale za Sale, povabilo. srečno naprej. Kakšen je tvoj Hvala, naslednji projekt? Plošča bo? Plošča bo naslednje Kmalu. leto, 10. obletnica kariere, nastopamo z bendom, tako da dogaja se veliko novega prihaja, tako da spremljite me in uživite. Čale Sale, družba.